Lep pozdrav, dobrodošli na novinarski konferenci slovenske reprezentance pred tekmo z Dansko, ki bo jutri v Stožicah ob 20:45. Z mano sta Benjamin Šeško in pa selektor Matjaž Kek. Kot je že v navadi, bomo prvo besedo predali igralcu, torej Benjamin, pričakovanje pred jutrišnjo tekmo. Ja, kot prvo moramo se zavedati, da danska reprezentanca, katera ima kvalitete na vsakem položaju, ni lahka reprezentanca in pomembno je, da imamo nek fokus, da se pripravimo na to, da ne bo lahka tekma, da res pokažemo, kaj znamo in mislim, na koncu koncev najbolj pomembno to, da ohranimo fokus in da lahko pokažemo našo najboljšo luč reprezentance. Hvala lepa. Gremo zdaj kar na vaše vprašanja. Jože, tam nema gospodična, ki je dala. Hvala lepa. Jože Kornevik, lep pozdrav. Kako da bi to zdaj? Kje ste imeli dosti šans, pa niste govorili? Kaj je zdaj to? Ste bili tudi? Ja, pri vsakem napadalu se mi zdi, da ima tekme in nima tekme, katere padejo gor, oziroma imaš tudi, so tudi tekme, katere prijejo, da enostavno ne moreš dati gola, kakorkoli se poskušaš. Imel sem malo dejansko nesreče na koncu koncev, ampak zato je pa to dobra stvar, da je pol čez 3 dni spet nova tekma in da lahko to obrnem in pomagam ekipi na najboljši luči. Hvala, naslednje vprašanje. Boštjan Janez, Radio Slovenija. Kako je bilo na igrišču na Finskem, prej nekaj težav s poškodbami, manj minutaže, kako zdaj to obrniti v svojo prid, oziroma je ta tekma prišla prav? Ne, seveda. Poznalo se je, da sem manj kot tiste 2 tedna. Na takem nivoju se to pozna pri teh malenkostih, katere so na primer glih to, kar se tiče gola in nasplošno neka stamina oziroma telesna pripravljenost. Ampak se mi zdi, da to mi je pomagala ta tekma, da seveda se mi zdi, da to je neka taka dobra stopnička, lepo, da se lahko pripraviš na tako tekmo, sploh zdaj, ki prihaja. In ja, če se pa ne, kakor se malo ustaviš, kakor se ta ritem malo ustavi, se takoj pozna. Luka? Luka Petrič, Radio Slovenija. Vprašanje o Danski, glede na to, da je Danska v zadnjih letih ena od pristopajočih evropskih reprezentanc, super tekme na zadnjem evropskem prvenstvu, odlične tekme v zadnjih kvalifikacijah, morda ne najboljše svetovno prvenstvo, ampak ja, zelo dobra reprezentanca je tekma iz tega vidika, morda še bolj posebno, da se znova preizkusiti proti zelo dobri ekipi. Ne, seveda, tekmovati pri takim reprezentancam je zmeraj v bistvu najlepša stvar, ko lahko doživiš v nogometu, kjer se lahko pokažeš na svetovni ravni. Jaz verjamem, da ta reprezentanca to lahko zmore, imamo kvalitete od prvega do zadnjega igralca in pri nami so pomembno, da držimo fokus, ohranjamo fokus, pokažemo tisto željo, katero Slovenija ima, če želi, ker smo že to pokazali in me ne skrbi in se že veselim za jutrišnjo tekmo. Hvala, je še kakšno vprašanje? Žan? Žan Vidik, ekipa. Benjamin selektor je po tekmi na Finskem govoril tudi o tem, da se bo zdaj res videlo, ali ima reprezentanca nekega fajterja, nekoga, ki bo dvignil glas od odsotnosti Jana Oblaka. Ste ga našli, kako je bilo nekako poslušati do tega? Ja, v bistvu, zdaj, ko Jan Oblak manjka, nam v bistvu je pomembno to, da stopimo skupaj kot ekipa. Sedaj na tej vlogi je bolj, bi rekel, Jaka Bijol, kjer nekako stvar to vse skupaj dvigne. Ampak ja, sedaj je bolj pomembno, da smo kot eno, kot ekipa, da si pomagamo, da si govorimo in tako bomo najboljše odigrali. Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Zelo hitro se stvari obrnejo v eno ali pa drugo stran.
Pomembno pa je seveda, da je zelo hitro možnost, da v novi tekmi popraviš določene stvari, ki niso bile dobre. Jasno, da smo mi razočarani z rezultatom na Finskem, nič ne pomaga, da smo imeli priložnosti, da smo imeli posest, da je bil ta pas relativno dober, da pa na drugi strani smo bili slabi v duelu, v agresivnosti in tako je pač na tem nivoju individualna napaka, ki te pripelje do gola, te stane drago, če na drugi strani seveda ne zabiješ. Tekma je za nami, mi smo tekmo pogledali, s fanti se pogovorili, poskušali in včeraj in danes še vedno v neki regeneraciji. Kljub temu, da smo pa govorili seveda tudi o danski reprezentanci, ki je svetovnega formata, kjer že njihova tržna vrednost pa tudi imena dajejo vedeti, da prihaja v Stožice ekipa, ki je bila na svetovnem prvenstvu, ki ima rep in glavo, ki ima posameznike, ki je fantastično vodena. Tako da je izziv dovolj velik, motiva ogromno in jaz upam, da bomo in prepričan sem, da bomo na pravem nivoju, da bomo pokazali ob tisti kvaliteti, ki je v določenih momentih bila vidna v Helsinkih, dovolj agresivnosti, dovolj duel igre, pa ne glede na to, da mogoče po karakterih, po karakteristikih posamezniki niso najbolj primerni za to, ampak zgodilo, kar se nam je, kar se je, izpadla sta Gorenc Stanković in Kurtić, ki sta mogoče v tem elementu igre najmočnejša. Tako da pričakujem eno dobro Slovenijo z podporo razprodanih Stožic in pa sigurno tekmo na enem visokem nivoju, kajti nasprotnik je takšen, da manj niti ne moreš, drugače te razmontirajo. Hvala. Gremo kar na vaše vprašanje. Selektor Matjaž Kek, verjetno ste pogledali tudi tekmo proti Irski. Kaj vzeti iz te tekme Danska, Irska? Severna Irska. Tudi ta tekma je potrdila tisto, kar sem prej rekel. Ekipa, ki je dobro vodena, ekipa, ki je selekcionirana na svetovnem nivoju za tistimi karakteristikami, ki danes krasijo sodobni nogomet, ampak tudi oni so imeli določene probleme v teh kvalifikacijah. Tako da, če se jim postaviš po robu hrabro, odgovorno, taktično, disciplinirano, kar mora biti naša deviza in ne posest, pas in to, potem lahko tudi oni pridejo v težave. Moraš pa biti, tako kot je Beni rekel, koncentriran, odgovoren, hraber pa odločen. Omenili ste prej Gorenca Stankovića pa Kurtića, možnost, da bo jutri na voljo Gorenc Stanković? Mislim, da ne. Nasploh je v ekipi nek virus, še 2-3 igralci so pod vprašajem zaradi tega, ker za temperaturo virozni in dejstvo bo, da šele trening danes pa tudi jutri dopoldan bo pokazal, kdo je sposoben, kdo ne. Kar nekaj problemov tudi, kar se tega tiče, ampak jaz sem že rekel, to je sestavni del našega življenja, našega posla in bo pa priložnost za koga drugega. In jaz sem prepričan, da se zavedamo pomembnosti te tekme in da se zavedamo pomembnosti momenta. Je začetek še, vedno začetek kvalifikacije, še se ni prevešlo v drugo polovico, ampak kljub temu točke, ki smo izgubili v Helsinkih, moramo iskati pač na tekmi jutri v Stožicah.